hkrati pa tudi pohvale za čudovito predstavo. Danes ste nas popeljali na oddih od ponorelega sveta. Kakšen je danes ta ponorel svet? Kaj predstavlja? To pa je vprašanje. Kaj ponoreli svet predstavlja? Mislim, da vsak od nas predstavlja ta ponorel svet. Poln informacij, nekih vsebin, čim krajših, čim več. Ja, napolnjeni smo z nečim, kar ni naše in v bistvu se mi zdi, da nas to nas zaustavlja, ta obloženost z vsem. Kam pa se lahko zatečemo, kadar se znajdemo v tem svetu? Predvsem mislim, da k sebi, kar zdaj, to je malo pretenciozna izjava, ampak jo dejansko mislim, ker v tem študiju, kjer je moja vloga Rudija, tega divjaka, ki je po odločitvi režiserja in nekako celotne avtorske ekipe dejansko divjak, se pravi feralni otrok na nek način, je v bistvu on sam s sabo. In tega se mi bojimo. Pred tem bežimo, ker se oblagamo pol z vsemi stvarmi, informacijami, rezultati, z vsemi PR-ovskimi, marketinškimi stvarmi, sam da ne pridemo do tega, da smo sami doma za mizo, brez telefona, brez kakršnekoli vsebine, ker nam rata takoj dolg čas. Res je, zgodba nas pelje v bistvu k iskanju bitja, ki ga še ni pokvarila kultura pa vzgoja. To je Rudi, ne? Kaj predstavlja Rudi? Kakšna je njegova osebnost? Zdaj, za to vlogo je bila moja inspiracija moja hčerka, ki ima zdaj 11 mesecev, ker iskreno je čisto bitje, neobloženo, hkrati ima pa močan preživetveni nagon. Ta preživetveni nagon je najmočnejša stvar, ki jo ljudje imamo. Se pravi, ona ne bo dovolila, da je lačna, da ne more spati, pa bo kar ona ležala. Ne. Ona bo jasno dala vedeti. In v taki osnovi človeka je ta preživetveni nagon in to je nekaj najmočnejšega, kar imamo. Zdaj, kako pa se temu vrniti v tem informacijskem preokupiranem svetu, to pa tudi jaz raziskujem zdaj. Kako v bistvu se zateči k temu, ampak ta študij recimo je, če ne drugega, vsaj preprl vrata, kje dejansko je neka mirnost za vsakega posameznika. In kje je to iskanje svobode? Ker večkrat v igri rečete, da se išče svoboda, ki nam jo je ta sodobni, tako imenovani svet vzel. Kje je svoboda? Kje jo iščemo? Problem je, da se pravi svoboda enači s preživetvenim nagonom in vse korporacije, to smo dovolili mi kot družba, nam določajo, kaj je naš preživetveni nagon. Se pravi, če jaz mislim, da moj preživetveni nagon, ta poklic in da mi ga nekdo jemlje, se bom boril za njega do konca, kar je seveda napačno. Preživetveni nagon je rezerviran za res izključno preživetvene, elementarne stvari. Svoboda pa mislim, da je popolnoma izrabljena beseda, popolnoma vsi jo iščemo, pa vsi jo hočemo, v bistvu se pa ne zavedamo, kaj pravzaprav pomeni. Jaz tudi nimam odgovora, kaj je, definitivno pa ni to, da greš na nek otok, na dopust, pa misliš, da če ni omrežja, da je to svoboda. Svoboda mislim, da lahko dosežeš znotraj vseh omrežij ali pa brez omrežja. Stvar je v nas samih. Koliko časa bi pa vi lahko preživel brez omrežja in da ne bi nastopila abstinenčna kriza? Iskreno odvisno, s kom sem. Zdaj, če si sam, bo postal čuden zelo hiter. Če pa imaš družino ali pa tako, če se lahko zberam, kdo gre z mano, mene omrežje pola res ne. Moram iskreno reči, da tudi trenutno nimam časa, da bi sledil preveč vsega in v bistvu se mi je ravno obrnilo to, da ker je preveč vseh informacij, ki bi jim sledil, jim ne sledim. Tudi trenutni družbeno-politični sceni ne morem. Preveč stvari je. Katero sporočilo se je pa vas najbolj dotaknilo iz predstave? To. Tišina. Mir. To. Biti sam s seboj in v tem znati uživati. Mislim,
mislim, da je v tem nekaj zelo zanimivega, kar pozabljamo, ker se seveda, tako kot pravi super lik Ive Babič, Mercy, mislim, jaz sem navdušena in nujno potrebujem svojo meditacijo, vsakakrat to dosežem brez omrežja. Vsi si pomagamo z nekimi YouTube posnetki, Instagram videi, ki nam v 10 sekundah razložijo, kaj vse lahko mi znamo in vsi smo strokovnjaki za vse. Pravzaprav pa nismo in tega nas je strah, ampak se ni nič narobe, če ne veš, ne. Kako pa je to preklopiti iz take vloge na vlogo v Ja, šefu, ki je povsem drugačna? Ja, to je pa ta poklic kar specifičen v tem. Recimo, jutri imam snemanje, pa predstavo zvečer, pa snemanje, pa predstavo zvečer. Tako je, ta poklic, če ga zaužiješ popolnoma, ampak to ga pač živiš, meni osebno je to super. Je pa definitivno veliko enih žrtvovanj, ni drugega. Trenutno je to familija in preklapljanje med vlogami, ampak trenutno je to tudi meni zelo zanimivo, ker se tudi sam zatečem, mogoče pa najdem svoj mir, svojo svobodo mogoče.